Za naslednjo uro in pol prosim utišajte vaše mobilne aparate ter ugasite pametne ure, kajti na odru bodo nastopili velenjski fotri, ki si še zmer pravijo študentski oktet, kljub temu, da jih je 9. Kot se za dogodek v predvolilnem letu spodobi, bosta z nami tudi oba predsednika. Robert Golob, predsednik vlade, in Urška Klakočar Zupančič, predsednica kluba oboževalcev skupine Šankrok. Ker vemo, da imate v Velenju radi dobro glasbo, smo se uspeli zmeniti, da bo Robert Golob nocoj zapel v živo in kar je še pomembneje, da Urška verjetno ne bo. Oktetovcem bodo preko video povezave čestitali tudi znani Slovenci in Slovenke, ter morda tudi nekateri mednarodni voditelji, kot na primer predsednik Gorenja Xi Jinping. Z nami je na odru tudi naš strokovni sodelavec, magister Balkič, ki vse zbrane dame in ostale nagradi s posebno šaleško besedo tedna. To pa niti približno ni edina nagrada, ki jo bomo podelili nocoj, kajti ob 20. obletnici bo oktetu nagrado za posebne dosežke v kulturi predala umetnica, ki raje gleda psu pod rep, kot da bi šla na referendum. Z nami bo tudi Kajgora band, ki se jim bo pridružil tudi najbolj plačen velenjski reper Gregor Gregor. Upam, da ste pripravljeni, udobno se namestite in napnite ušesa. Za začetek programa so tukaj slavenci večera ŠŠO. I don't know how it happened. We took the floor and she said,
you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance. Shut up and dance. Don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Življenje, evo, kot vidite, 20 let šaleški, 20 let študentski, nikoli pa zares otet, ampak nekak se je samo motiv spremenil v 20 letih. Včasih smo peli za to, da bi dobili ženske, zdaj pa da si malo spočemo. Pa ne samo od žena, ampak tudi od naših familij. 14 potomcev smo sproducirali v teh letih. Zdaj začeli smo s fanti, nadaljevali smo s puncami, ampak se je pravijo, včasih smo rekli, ni važno, kaj je važno, da je Bog zdrav. Zdaj pa rečeš, ni važno, kaj je važno, da bo do konca življenja isto. Kjer je treba nekaj izkušnji bo preliti na mlajše generacije, evo tukaj je ena pesem, ki nas je zaznamovala zadnjih 10 let, kako biti dober starš, v bistvu sem jo pa jaz, ko si dobro svojega drugega, ali tako. Bravo. V družbi nisem bil, odkar si se rodil. Prijatelji, služba, šport, vse sem zapustil. Res srečo imaš, da brat tvoj ima tak let nasmeh. Če ti bi prvi bil zih, ne bi imela dveh. Če hočeš biti dober starš, ki ima otroka, ne rečeš teh stvari na glas, dokler ne daš ga spat. Vsak dan kot praznik je, kot nasmejan blic, toplino daješ nam direktno iz plenic. Ob tebi sem spoznal, da stresem moja ust, odkar delam vsakdan več službo na dopust. Če hočeš biti dober starš, ima otroka rad, ne rečeš teh stvari na glas, dokler ne daš ga spat. Če bi dobil kako zvenil po saksofon, bi si bil let nazaj, da nagal zagotovo. In ne slišiš, če rišeš svobodni, sam ne listim, moramo gledamo gori. Če hočeš biti dober starš, ima otroka rad, ne rečeš teh stvari na glas, dokler ne daš ga spat. Baby song! Bo pa še najbolj pomemben na svet. Če ne bi rada žena ti, zmoti, ko zlomi vrat. Ne rečeš teh stvari na glas, dokler ne daš je spat.
predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Spoštovane Šalečanke in Šalečani, predvsem pa dragi prijatelji iz energetskega lobija. Vem, da vas je danes tukaj več kot študentov. Torej najprej hvala lepa, ker ste me povabili na ta res poseben dogodek. Hvala iz srca. Dajte za plosk. 20 let šaleškega študentskega odkrijata. Tudi kar tako. Tu je več, kot traja večina koalicij v Sloveniji. Pa moram povedati, da sem jaz zadnje 3 leta sprejel več kot 1000 odločitev. In če sem čisto iskren, ta odločitev, da pridem v Velenje, da ni bila moja. Bila je odločitev protokola. Ker sem hotel danes in tukaj na Soči, tja, kamor gre človek, ko si želi miru, narave in pa 2 elektrogeneratorja na vsakem bohaju. Ampak, eno mene danes tukaj, tako kot tistega smutna me kažalina, da me je žena kupa karto. Zdaj, če ste upali, da bo prinesel kakšen energetski zakon ali pa subvencijo, moram reči, da sem danes tukaj samo kot človek. Kot hodot. Kot moški, ki posluša od tega in razmišlja, kako bi bilo, če bi še sam rajši zapel, kot pa da rešuje državo. Ampak nekdo mora in zakaj da tu jaz. Ja, še jaz te povem, ja. Dobar dan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Samo še to, da povem. A samo še to. Moram biti, počakala. ker imam nujen sestanek z hoznimi čebelami v Brkinih. Ker tu ni noben izgovor, imamo novo, bi rekel, pilotno shemo za vertikalno opraševanje z droni in umetno inteligenco. Ne se smeja razpad. Tu je prihodnost. Resno, lahko da čez 3 leta pridajo čebele na volitve in če jih bomo zdaj zapostavljali, pa bomo imeli problem. Se pa tudi upravičujem, da danes z mano ni moje Tincake, ker vem, da bi jo vsi radi videli v živo, ja tako, ja, ampak ni hotel Velenje, je rekla, da zadnjič, ko je bila tukaj, so ji potaknili jajčko v veganski burek. Tako da iz protesta je danes ostala doma. Drugače pa iskreno, ste carji iz srca, ste carji, 20 let petja, 20 let petja ob pivu in energetskih zlomih, tu je moč kolektiva, tu je Slovenija in če mi kdaj ne rata z vlado, če me SDS zruši ali pa če me NSI prepriča, da grem v samostan, se vam mogoče pridružiti. Imam bariton, včasih tudi tenor, odvisno od kusa na spad. Zdaj pa lahko jaz, ja. Lepo pozdravljeni vsi, dajte še en aplavz, no. Da se pomahala nazaj. Ena druga bo, a pa tista zraven, no. Kako lepo vas je videti, drage Velenčanke in dragi Velenčani, no. Pa dragi šaleški študentski oktet, gledajte, koliko vas je, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, no, pa to je noro, no. Ja, Bor mi je šele zdaj povedal, ne, da Šaleški se imenuje Šaleku. A si ti to vedel, Robert, da se Šaleški imenuje po Šaleku, ne pa potem
da se skozi šalijo, no? Vedno to tako smešno mi je bilo, no, ali to smešno. Je smešno. Je smešno, v redu. A zdaj, tako, prej mi niste verjeli, ne, da znam pet, pa sem rekel, da bom še nekaj povedal skozi glasbo. Glasbo? Ja. Kaj? Ja, mi daš se misli, če boš pa ti skozi glasbo, potem pa vemo, skozi kaj bom jaz. Ker ko se pa poje, tam sem pa jaz vedno zraven. Ja? Te ti dam intonacijo? Daj prosti. Ti dam intonacijo? Daj prosti. Kakšno intonacijo pa bil? Tako, iz prve, z druge. Je dobro, tako? Kjera mestvica pa je to? To, SDS. SDS. Ne, ta mi ne leži dobro. Tako. To je SD. Kje boljše? Ne pa boš, ja. Ok, potem gremo z SD-a. No. Ne, to, ja. V bistvu so v harmoniji SDS in SD je to ene. Kdo bi si mislil, ne? Ok. Dobro, si pripravljena. Najprej začnem jaz. Hej, najprej začnem jaz. Mi ne maha. Ja. Samo ona zraven maha. Najprej začneš ti, da oprosti, Robert. Bole, ti, Ja. ti dam znak. No. Boš kubor sujo. Tukaj se pa ne strinjava. Kubor, ne? Parlamenti do jutra, ja. A ja, predsednik vlade je vstop malo. Predsednik vlade. Vem, da vsi že veste, pa povem, kdo je zavada. Jaz sem Robert Zaharov in sem predsednik vlade. Sem menedžer vrhunski, ponahodljivni ekstrabistr, pa se me vsi poznate, bil tudi zdravstven, sem minister. Vse bomo uredili. Tu, če se bomo ne dopade, jaz Robert Zaharov, ker sem predsednik vlade. Vem, da eni hočeste, da bi se kar skidil, pa tu je film, kar Janez Janša nam bo videl. Danes bom povedal. Za vse stavite vlade, da jaz sem Robert Zaharov in sem predsednik vlade. 3 leta vam že vladam in še ne bi slovil, dokler vseh deležnikov ne uspemo nasloviti. Kupujemo orožje in tanke za armade. Naročil sem jih jaz Robert Zaharov, ker sem predsednik vlade. Jaz vodim zmagovalce in časa ni za zgube. Mogoče nimam vse rešitev, so pa vsaj obljube. Ker vsi dobro vemo, da prave so države. Kako se vsi obnašajo od te države, sem dokler vsi ne dajo prstno z marmelade, zakaj bih jaz Robert Zaharov, ker sem predsednik vlade. Predsednik vlade? Je! Saj ko vsi poznate, nova punca sem odbora. Sem Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. Rada imam moške, ki so bili vini, če pa se ne sramem, pa grejo opomini. Mnogi mi očitajo, da sem malo nora. Sem le Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. Ja, predsednica Državnega zbora. Ja, tako. Vedno sem za šur, vedno sem za vice, ne maram pa političežev, ki so brez hrbtenice. Rada tudi pojem, to ni nobena fora, sem Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. Zadaj pa moram
čudoviti ste, iskrene čestitke. Še enkrat, tu je kadar, tu je stroka, kar jo mi rabi v vladi. Pa je nimamo. Tako da, če kateri izmed vas si želi v življenju spremeniti, lahko pridete meni v ponedeljek, moj pisarno, pa se fotokopijo volilne realistične parlamentarnih volitev. Če ste obkrožili pravilno, imate novo službo. Hvala lepa. Naslednji slovo pripada drugemu najlepšemu albumu, da se vi možete nekaj razdeliti Thinking Out Loud. Deva je prosto.
house you remember the taste of the love. Will your eyes still smile from the cheeks? But this starry night will be loving you till we're 17. But baby, my heart will still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving garden. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hands on my beating heart. I'm thinking out loud that we found love right where we are. When my hair's all gone and my memory fades, and the crowds won't remember my name. Whoa. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile forever in my mind and memory. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of the plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving garden. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hands on my beating heart. I'm thinking out loud that we found love right where we are. So honey, take me into your loving arms and come kiss me under the stars. Place your hand on my beating heart, 'cause we found love right where we are. Yeah, we found love right where we are. Yeah, we found love right where we are. Vedete poi c'era abbastanza messi sotto io pa ne vem. Znači, evo, danes ne mineva samo tek 20 let od našega začetka, letos, v bistvu mineva tudi 10 let od našega največjega hita Ubrano jamanje, ki smo ga posvetili Velenčanu in Velenju, in nekaj smo začutili skozi ta leta, da je bil tak trenutek, ko bi bilo treba narediti drugi del tega Ubranega jamanja. Zdaj, ni čist enak, malo drugačne, spremenili so vse pa stvari, zagotovo se strinjamo, da če ne druga, ni več lampiončko iz Kitajske, danes lahko gledaš Kitajce v živo v jesko. Na vsakem koraku, tako da, evo, to je skladba Ubrano jamanje, drugi del, ki pa smo jo poimenovali O Velenju. Kaj ste mi delala zdaj pa?
od Šaleka pa do Šoštanja, od Gorice pa do Hrastovca, pri Obilcu vse do Radarja. Hajmo! Leti bistra baka teče, bure se 2000 veče, Na oder prihaja miza. Na oder prihajata Alenka Marinič in Tilen Artač. Draga publika, prišli smo do tiste točke večera, kjer glasbeniki potrebujejo nekaj minut oddiha. Ja, nekateri namreč niso v tako dobri kondiciji in nujno potrebujejo malo pauze, da odkrijo svoje srce. Ne bomo jih poimensko izpostavljali, ampak Uroš, dajmo da srčko nasesti na drugi. Mi pa izkoristimo tale predah, da skupaj pregledamo, kaj zanimivega se je letos zgodilo v Velenju in okolici. Čas je namreč za novice! V Šoštanju smo s posebno razstavo obeležili
polovico delovanja pihalnega orkestra. Občina prebivalce še naprej spodbuja, naj se vključijo v pihalni orkester, saj je v Šoštanju pihanje zraka veliko bolj zdravo kot vdihavanje. Družba za avtoceste je končala izhod 500 metrov dolgega predora Kunovo, ki bo Velenjčanom omogočil vključitev na hitro cesto do Slovenj Gradca. Do zaključka gradnje tretje razvojne osi pa najhitrejša cesta do Slovenj Gradca še naprej postaja Štekna. Zaradi nove plačne reforme se bodo v mnogih slovenskih občinah podražile cene vrtcev. V velenjski občini bo podražitev najbolj po žepu udarila družine z večjimi otroki, torej novo priseljene družine. Ob letošnjem dnevu zmage so v bližnji Topolšici praznovali okroglo obletnico, saj od kapitulacije nemške vojske minilo natanko 80 let. Kot zanimivost, 80 let je tudi povprečna starost prebivalca Topolšice. Za glasbeni dogodek leta so posebili člani Šaleškega študentskega okteta, ki so ob svoji 20. obletnici razprodali dvorano. Pri določanju cene vstopnic so morali biti izjemno previdni, saj vemo, kakšen je sistem v Velenju. Če računaš normalno, se vas v kulturnem domu zbere nekaj 100. Če računaš preveč, pa na Titovem trgu nekaj 1000. No, ampak naj se vam, fantje, nikakor ne smilijo. Študentski oktet je namreč v Šaleški regiji registriran kot društvo brez prihodkov in brez zaposlenih, tako da lahko zlahka pridobi nekaj milijonov preko agencije Spirit. Velenje pa letos žal ne bo gostilo drugega največjega glasbenega dogodka festivala Metal Days. Ja, organizatorji so ga zaradi slabe prodaje kart žal odpovedali in to kljub dejstvu, da so kupcem VIP vstopnic obljubili večje šotore ter prednost pri ukrcanju na reševalne čolne. A mnogi Velenjčani se z nasmehom na ustnicah spominjajo dni, ko so jih obiskali metalci. Drugi del te zgodbe, kako se je končalo? Clean
izvedenci, ki zabojgate mojo s helikopterom reči. Ta bi igal pa Leni Kravitz. I want to get away, I want to fly away, yeah, yeah, yeah. Se no, ma sono un corso, un'antenna, weight loss satellite. Da Torino se nasce un mezzo di scuola, non può scegliere con da so priložnosti reke, da večno uvedenje ima tam doživi pernike. Torej, dragi Šešov, predsedniku vašega društva domu čestitamo za zaključku 20-letnega mandata. Če želiš nov mandat, poslušaj moj nasvet in vse tiste, ki predstavljajo konkurenco pošti v tujino, se pravi znebi se Kuzmana, Jožina, Blaža, Paška, Necka, Jana in ovih Mihatov. Potem pa neovirano vlade še nadaljnjih 20 let. Glede referenduma pa prosim, ne bodite razočarani, dodatka pokojnini fantje nikoli ne bi dobili, saj so za vrhunske postrežke. Spoštovani oktetovci in ostali prebivalci naše rdeče trdnjave, hvala vam za vso podporo in naj naše sodelovanje še naprej ostane v taki obliki, kot je bilo do sedaj, torej pod mizo. Lepo praznujte in ne pozabite, če vas kdo karkoli vpraša, mene ni bilo tukaj. Čau, Šešov. Vse boljše za 20 let. Zanimivo 20 letih še zmeraj študentski oktet, ampak se šli smo k vino. Starejši smo, boljši smo, lažje nas je odpreti. Dragi oktetovci, čestitka v 20. obletnici. Vi ste mojstri dobrega marketinga, saj ste v tem času ustvarjali brand, ki mu ljudje zaupajo. Zadovoljstvo publike se namreč meri po enačbi izkušnja minus pričakovanje. In vi ljudem resnično prinesete veliko zadovoljstva, saj imajo pri prihodu na vaše koncerte zelo nizka pričakovanja. Samo tako naprej. Šešov, legende, to se mi zvali na en špil, oziroma to prešpilo dolzih na 30 let, ampak malo prekomar. Ajde, fantje! Šešo! Oni so šešo! Zakrest znajo vaje! Pa ne pozna se šešo! Oni so šešo! Tudi Kuzman je zraven! Ki je to zrihtal, da sem danes z vami? Legende!
podoben skok, koga bi še radi čuli pet slov? Koga? Ne čujem? Saša. Še dobro, da ste to rekli. Ko nisem ga v planu bil. Tako da, evo, ena avtorska skladba na novo nareta za Šaleški študentski oktet strani Alenke Podpečar, a je že prišla iz Ljubljane? Ja. Evo, super, Alenka Podpečar. Tudi avtorica prijetbe za Ovelenje, evo, in zdaj skladba, s katero vas bo veliki nekoč beli, danes pa ne veš več. Nekoč beli, danes pa na poti v Turčijo počajo. Za sami. Bili sem Borušek. Je v mlinu se tiše in sonce gre niže, prižigajo mesto luči. Je ura odbila in para vremena, večera se vzete noči. Tiše šepetanje kot prasta sketanje, je ognja v kruški peči. Že trudne so glave kot spoki zarjave, sanje zatiska oči. Takrat zazem se gori, daleč širno nebo. Tisoče zvezd sveti nocoj na majno zemljo, zemljo. In čisto liglja mesto, zrenastja dolu trmo, a takšnega kot bil je tam, videl nebo. Lahko nočo zemlja trupne zapisne za čisti oči. Naj srce nemirno novo te jutro zbudi. In če sanje zledijo, ugasnejo z njim, meni ostal po srcu spomin. Minevajo leta kot pesem iz sveta, se zdivo ti več nazaj. Dnevi nam štedi, da pesme planeti, izpolnjuje sami sijaj. Živimo za sanje, a časa vse manje nam daje ta čudovni. A pesme se stavi, leži mrtvi travi, znova se gleda reči. Takrat zazem se gori, daleč širno nebo. Tisoče zvezd sredi nocoj na majno zemljo, zemljo. In čisto letja mesta, zrenastja dolu trmo, a prašnega ko bil je tam, več videl nebo. Lahko nočo zemlja trudne zatisne za čisti oči. Naj srce nemirno novo te jutro zbudi. In če sanje zledijo, ugasnejo z njim, meni ostal, po srcu spomin.
Na oder prihaja magister Baltič. Pozdravljene, drage ljubiteljice lepe besede in drugi. Dobrodošli v posebni izdaji rubrike Besede tedna, tokrat posvečene Velenju in Šaleški dolini. Šaleška dolina je energetska hrbtenica Slovenije. Tu ste vedno trdili, da so vse ovire na poti do energetske samobitnosti naše države premagljive oziroma premogljive. Tukaj proizvedeno električno energijo, ki po novem rečemo samo še toplota, skozi take in drugačne pavšale plačujemo vsi državljani. Zato davkoplačevalci v drugih slovenskih krajih Šaleški dolini rečemo tudi Pavšaleška dolina. Tudi arhitektura v teh krajih je posebna. Velenje je zgrajeno v modernem socialističnem stilu, bolj ko gremo proti Šoštanju, pa prevladuje energotski stil. Velenjski energetski lobby je vedno glasno zagovarjal kurjenje premoga. Zato smo te ljudi imenovali tudi premoglasniki. A zdaj, ko tukajšnji premog ni več opcija, v ospredje stopajo zagovorniki kurjenja izsušenega blata iz čistilnih naprav. Tem zagovornikom rečemo premogovnači. A ne samo energetika, tudi druge gospodarske panoge so tu zelo razvite. Velenje je svoj čas imelo enega izmed največjih podjetij za tvegane investicije in dela v gradbeništvu. Zagotovo se spomnite? Dvegrad. Velenjske konce so v preteklih 90 letih rade spremljale različne afere. Zagotovo najodmevnejša med njimi TEŠ6. Tudi zadnji razpis agencije Spirit je pokazal, da ti kraji še vedno znajo ponuditi dobro aferistično zgodbo. Nekateri komentatorji pravijo, da bi Šaleški dolini lahko rekli tudi Štaleška dolina, ker je tu vedno neka štala. Vendar, ko so v Velenju prvič slišali za izraz Štaleška dolina, sploh niso pomislili na štalo. Prepričani so bili, da izraz naslavlja posebnost velenjskega narečja, v katerem se vprašalnica kaj zelo pogosto izgovarja kot šta? Velenje se nahaja sredi procesa gospodarskega prestrukturiranja. Rudnik se zapira, prihodnost drugih delovnih mest je tudi malce negotova, vprašanje zaposlitev postaja vedno bolj občutljivo. Lahko bi rekli senzitivno, ali še bolje high sensitivno. Reka, ki teče skozi Velenje, se imenuje Vaka. Novi betonski peš most čez Vako v Šoštanju se imenuje Napak. Med Velenjem in Šoštanjem se prostirajo tudi 3 naravno umetna jezera. Zanimivo, ob jezerih imajo na meniju tudi domačo, avtohtono velenjsko morsko hrano. Lignit na žal. Posebnost Velenja je tudi Šaleški študentski odred. Zanimivo je potem, da to ime uporablja samo, ko je na odru. Po nastopu za odarju se takoj preimenuje v Flašaleški odred. Velenje je posebno tudi po močnem lokalpatriotizmu. Zagotovo poznate frazo ni življenja brez Velenja? Ni življenja brez Velenja. Zaključimo z eno lokalpatriotsko. Kako rečemo dolini, ki vse druge doline lahko samo zavidajo? Pavšaleška dolina. Drage besedoljubke, hvala za vašo pozornost. Čistko malo. Pozdrav. Ker bo še zdaj izkoristil, pa bom malo pozdravil, sploh ker je že Uzman praktično poimensko predstavil vse, kar sta v dvorani. In bom izkoristil priložnost in predstavil še, kaj dogaja band. Dame in gospodje, Matic na basu, Julija Zvonenik, Robert Zvonenik,
ime je Igor. Sem tukaj zato, da vam povem, da tukaj na televiziji, tudi na gledališču, tudi na odru, so tukaj še ljudje, ki jih sicer ne vidite, ampak trdo delajo, da zadeve potekajo. Tako da te za vogalom je Jernej, dame in gospodje. In zdaj imamo še pologom, še par ljudi, ki bom se prišli pokazati, ampak tudi treba je vedeti, da na televiziji, na odru, je kakorkoli imamo ljudi, je ena hierarhija. Ve se, na vrhu je urednica, ki sedi tamle in gleda me vse prav. Potem so tisti ljudje, ki hodijo na oder in vsi poznamo. Potem so scenaristi, potem so kamere, potem so čistilke, potem so tehniki, potem je band. V bandu se ve, kdo je pomemben, tisti ima kapo in najmanj igra, ima tudi največji logotip na majici. Potem so tukaj drugi člani benda in potem je tam platno in bobnar, seveda. Tudi tam, zanimivo, da se druži znati. Zdaj se pa, hvala lepa, zdaj se pa gledal pri vas, tudi vidim, da imate različne majice, pa različne logotipe, ampak je tudi neka hierarhija. Drugač, jaz bi pozdravil še Davico Pirečnik, ustanoviteljico Oketa. Davica, jaz se že tako naučila, da ona bi menjala 6 altov za enega dobrega prvega tenolja. Ta neka hierarhija je ostala tudi znotraj Oketa, tako da ponavadi so tenori, poli tonirka, če ne crkne, poli synthesizer, mapa za note in pol so basi. Se ti jaz pošteno. Dej nekaj zdaj. Vi, tenori brez basov, se čujete kot tunelski dečki. Ja, ampak vi ste pa malo manj izbirčni, pa se držite z vsemi dečki. Ja, mislim, da je fair, da naredimo en battle, pa da ugotovimo. Ne bom vedel,
Potem smo pa ugotovili nekaj v sebi, to je, da moška družba kot zaprt ekosistem, to je nekaj posebno. Če greš puno garderobo zadnji, da te čuti, to je kraljestvo Švica, to je kraljestvo črneških simfonij in ljudje pokažejo, lahko vse posod. In če daš v to garderobo eno žensko, eno živo bitje, ki izpolnjuje erekcijski minimum, ono da je živa, a 60, mlajša 60. Ajde, mali bolj ni treba, da je živa, tako je. To izpolnjuje, je pa isto, kot če bi k nam dal v bel bobu, da igla en rdeč štup. Na koncu so vsi roza. Zato nekaj znamo ceniti v te trenutke, pa ne da vas nimamo radi, imamo vas celo radi, naše partnerke in punce, ampak znamo ceniti tudi trenutke, ko vas ni in evo posvečamo naslednjo pesem, kot te. Lani
Na oder prihaja Gregor Gregor. Jo! Gregor, Gregor, tle se pa je kuvat za vse, ker je vse za to državo. Pa je rekel glav, sem dar, sem dar in je flash v life-u. Jo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ker da slaba investicija in ti to dobro veš. Kako šli smo reševati Šaleško dolino, zraven pa sem par godinov je zaslužil fino. Zaenkrat ta projekt naše energetske garde, uspel je narediti minusa za dobre milijarde. Zaslužuje Alstom, zaslužuje so znanci, stroški pa pokrizmo, davkoplačevalci. Po 10 letih, kar naenkrat pa se zdaj, prišla je novica, da vse skupaj gre v stečaj. Premožne pa znanke, proponi so predragi, ne bo pa več država prosi te pomagi. Fuck, preslite si se pomeni ste že prej, sam se ne prepričam, da bo itek vse okej. Če bo tudi klubu ekonomične naložbe, pred spodaj so začele padati obtožbe. Vsi so proti, kdo ni z nami, pa ste se prehajajo uražni tsunami. Takrat se ena veta rejetost je zgodila, politika se pa ne zateka ni razdelila. Če bi šlo znala, pač ne rabiš lepila, kdo je protestiral, so razglasitke sem te pila. Zdaj, ko se je jasno, kdo je imel prav in kad se ve, kako narek je pobral. Še zdaj pametujejo in pišejo novičke, naprej do kurec mi grejo, te špičke, naprej do kurec mi grejo, te špičke, naš so se deli in pravili vrtičke, naprej do kurec mi grejo, te špičke, prvendič sem, da jim damo za lisičke, jo! Kama se nas, soka spurzive, ne se ne prav zgodi. Ne glede na to, škode ste naredili, legale ste zavajali, buče ste prodajali, in vsako kritiko ste tako pevska ni dajali. Zdaj pa kaj se gripa, je ratela problem, s tem si delate, nimam nad s tem. Ja, da se začel projekt, pilot pa počel, težko bi se odločil, to je boj za slov. Ene stvar je jasna, kriva sta oba, in vojno LSD, kaj je ful pritiskala. Na kliše zbir prvita in na intervju je vhod, eno teko, ki pa podvize žlov zvod. Se pa ne kličajo ekonomiste diletant, se pa je ko so sudil, ne pa arestant. Zakaj so spracov na posledku ni noben upal, zakaj so se to noben še ni odgoval. Uroši je edini, kaj je mogo ne sutiše, drugi pa še išejo novo vrhovniše. Kjer odmira se projekt čisto in eni že računajo, kot bo to poprav. Isti modeli spet so se pa šli prekor, šli so pa procente mesta, šli bi v zapor. In to valal za vse politične prašičke, ki grejo med na kurac pokaz. Te špičke, napo na kurac grejo, te špičke, da so se bili pripravili za špičke. Napo na kurac grejo, te špičke, pa preteče, da je dobro to različe. Napo na kurac grejo, te špičke, pa preteče, prašičke. Do konca eno pesem še imamo pripravljeno. A ste še za eno? Bom zdaj izkoristil trenutek, ko bom naredil EPP 28. septembra, ponovitev tega dogodka, da kupite karte prednik v uli, ko še niso videli. Oni še ne so pa že prodali. Evo, za konc pa, če ste kje zavirali, ne zavirali, smo takšni, ko smo živi, sem takšni, ko smo živi. Samo razmišljaš, a meni se odri.
Zdaj se je živo pil.
kini strica v oči. In vesela, poznaš tudi ti.